Lep pozdrav, še enkrat v mojem imenu. Današnje predavanje je sicer malo čudno, ker je na daljavo, pa vidim imena, ljudi pa ne vidim, pa vas kar malo že pogrešam. Nekaj bi rekli o proizvodnem ritmu, to je bilo na vabilu tudi zapisano, in pa meni se vseeno zdi pomembno, da par besed spregovorimo tudi o biovarnosti. Prašičereja sicer je še zmeraj druga najpomembnejša živinorejska panoga in na koncu, zakaj imamo prašiče? Zato, da nam dajejo zaslužek, da imamo na koncu uspeh tudi v finančnem smislu. Kaj si pa želimo mi od prašičereje, od reje prašičev? Od plemenskih svin si želimo čim večja gnezda, čim več gnezd na svinjo na leto, optimalno rojstno maso pujskov, čim večje priraste pujskov v laktaciji in pa posledično tudi optimalno dolgoživost plemenskih svin in pa življenjska prireja čim večja. Zdaj, če bodo kakšna vprašanja na moja predavanja, bi jaz kar prosila, da se vključite da me prekinete pa postavite vprašanje, mi je vseeno lažje in enostavnejše kot pa odgovarjanje na pisna vprašanja. Zdaj, kaj je to biovarnost? V bistvu z biovarnostjo skrbimo za to, da preprečujemo vnos bolezni v rejo in pa posledično tudi prenos znotraj reje. Mi smo imeli do leta 2004 oziroma do vstopa v Evropsko unijo smo imeli zelo dobro zdravstveno stanje v naših rejah. Takrat smo se še tudi držali ob nakupih živali iz tujih populacij, smo se še držali tudi karanten. To smo pa z vstopom v EU smo dejansko same smernice opustili in karantene so že redke zadeve. In pa seveda vso biovarnost, ki jo imamo, je tudi ne izvajamo dosledno. Biovarnost na nek način delimo na notranjo in pa na zunanjo biovarnost. V vsakem primeru pa je potrebno, da so naši hlevi ograjeni in da ne prihajajo živali oziroma ljudje do naših živali in pa prepovedujemo na nek način tudi vstop obiskovalcem, preprečujemo vstop v objekte. Če pa že imamo obiskovalce, pa potem moramo zelo dobro poskrbeti za njihovo varnost in jih tudi pošljemo v reje čez sanitarne vozle. Vse, kar se pa dogaja, pa v bistvu od transporta opreme, zraka, nakupa plemenskih živali, semena, obiskovalcev, izločki, glodavci, tudi druge živalske vrste, krma, voda, transport, vse so to potencialne poti okužbe. Za transport je treba poskrbeti, da da gre zadeva čez desbariere, da če je le mogoče, da transport vršimo zunaj, za ograjo, na gospodarstvo, da imamo tako poskrbljeno tudi za nakladalne rampe in da se vse dogaja preko varoval, preko ograj. Potem, ko sprejemamo, če jih že sprejemamo obiskovalce, je fino, da poskrbimo, da grejo čez tako imenovani sanitarni vozel, po eni strani noter, čez kopalnico tuš in potem naprej v hlev,
Zdaj pa, ko gre v hlev, je zadeva sigurna, da se izvede, ko pa odhajajo iz hleva, pa je včasih že kar presoja obiskovalca, ali se bo šel, ali se bo umil in ne bo zadev odnašal s seboj, sploh če še je to kakšen rejec. Nakup živali, nismo samooskrbni in tudi velikokrat pri nakupu plemenskih živali, ko jih kupimo, ne poskrbimo več za karantene. Karantena ne pomeni, da živali vplevimo v hlevu, kjer imamo ostale živali, kar v en boks, ampak mora biti to skoraj že ločeno gospodarstvo, in za živali na tem gospodarstvu skrbi oseba, ki ne prihaja v stik s prašiči na našem gospodarstvu. Če pa tega ne moremo na tak način urediti, pa je potem vsaj fino, da te živali v karanteni, ko jih oskrbujemo nazadnje in pa seveda pred vstopom v objekt se preoblečemo, preobujemo in pa zadeve tudi razkužujemo. Zdaj je zopet velik poudarek dan na afriško prašičjo kugo in s tem, da imamo ograjene zadeve, s tem tudi preprečujemo stik domačih prašičev z divjimi prašiči. Divji prašiči so na neki način še zmeraj tisti, ki prenašajo bolezen APK. Če pa seveda v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pa je potrebno takoj poklicati na številko 112 in zadevo prijaviti. Ko pa hleve oziroma prostore praznimo, pa je potrebno poskrbeti, da se hlevi tudi redno čistijo, razkužujejo, nadzorujemo pa tudi glodavce. Je pa fino, če zadeva tudi nekaj časa počiva in je hlev prazen. Zdaj pa v bistvu v hleve, ki prihajamo, so že zelo naši predniki vedeli, da je potrebno se za hlev tudi primerno obuti, in pa ni pravilen način uporabe tudi zaščitnih oblek oziroma obuval. Hlače ne smejo biti nadškornje, ampak morajo biti hlače zatlačene v škornje noter, da se zadeve tudi na hlačnice ne prijemajo. Pravijo pa, da razkuževanje svinjakov in vse osebe, ki imajo posla pri naših prašičih, ter vse predmete, ki jih pri tem uporabljajo, čeprav za zdaj APK še nismo ugotovili nikjer v Jugoslaviji, torej vidimo, da so zapisi že kar precej stari, je prav, da razkužujemo že zdaj vse ljudi in predmete, ki morajo prihajati v stik z našimi prašiči. Preventiva je najboljša zaščita. Zdaj pa, če pogledamo še res temo današnjega predavanja, proizvodni ritem. Mogoče sem nekaterim že malo sitna, ker skozi govorimo o proizvodnem ritmu, s tem pa, ko uvajamo proizvodni ritem, pa želimo dejansko na neki način tudi, da se dela skoncentrirajo, da se napravijo urniki izvajanja opravil v hlevu in pa potem tudi, če se tega držimo, najdemo tudi tisti svoj prosti dan, ki ga dejansko mora imeti vsak, pa ne glede na to, kje je zaposlen. Svinja je genetika in okolje. Okolje predstavlja 90% vsega, genetika samo 10%, in med okolje pa spada ohlevitev, zdravstveni status, optimalni krmni obroki in seveda tudi
neoporečnost krme, pomemben je tudi odnos rejca in pa veliko prispeva samo vodenje reje. Sinhronizacija odstavitev je pa dejansko paše pod vodenje reje. Zdaj, če se opredelimo v bistvu samo na rejska opravila, ki jih imamo ob odstavitvi, je najprej pogledamo žival. Pogledamo svinjo in pa pogledamo njene proizvodne lastnost, v bistvu kaj je dala njeno produktivnost, in pa tudi zanimajo nas seveda tudi pujski, v kakšni kondiciji so. Potem imamo odstavitev in pa preseljevanje svinje in pa pujskov. To je sploh za pujske pomeni ločitev od mame še dodaten stres, vendar če želimo zadeve izvajati korektno, moramo tudi pujske prestaviti v vzrejališče. Potem imamo stimulacijo estrosa pri svinjah, to najbolj enostavno naredimo, če se poslužujemo tudi merjasca. Potem odkrivamo bukanje in pa na koncu je še uspešen pripust. Imamo pa seveda prasitev, odstavitev, pripust. Svinje pripuščamo do uspešnega pripusta. Uspešen pripust pa lahko vidimo oziroma preverimo z pregledom na brejo, z ultrazvočnimi aparati ali pa čakamo samo na prasitev. Ampak če čakamo samo na prasitev, lahko tudi veliko izgubimo in potem nimamo zaključenega ciklusa. Zdaj, ko imamo svinjo v prasitvenem boksu, jo lahko tudi zelo dobro pogledamo. Pogledamo gnezdo, svinjo, njeno produktivnost in pa tudi, kaj mi od živali pričakujemo. Pri gnezdu pogledamo število pujskov, potem imamo zabeležene tudi izgube pujskov v času laktacije in pa seveda čim bolj izenačeni pujski. Tiste matere oziroma če je že svinja v višjih zaporednih prasitvah, potem se velikokrat lahko pojavijo tudi neizenačeni pujski, kar nam naprej povzroča težave tudi v vzreji. Pri pujskih, v bistvu pujski bi naj bili ob odstavitvi pri starosti 28 dni težki minimalno 7 kilogramov, zato je včasih fino katerega tudi stehtati, da se prepričamo, kje smo. Potem prelahke pujske lahko prestavimo oziroma uporabimo še nadomestne matere, mačehe. To so tiste živali, ki jih nameravamo izločiti po odstavitvi, vendar še za te najslabše pujske od posameznih živali, če jih pa lahko nekaj časa pustimo tam. Potem tudi pogledamo maternalne lastnosti svinje. Če je svinja preveč agresivna, tudi ni primerna za nadaljnje reprodukcijske cikluse. In v tem času tudi preverimo kondicijo svinje. Ob odstavitvi bi svinja morala biti v kondiciji minimalno 2,5 in potem jo od odstavitve do pripusta suhe živali oziroma izčrpane živali bolj obilno krmimo, medtem ko od pripusta do brejosti od pripusta pa do pregleda na brejost in v času brejosti pa je zadeva oziroma ni fajn, če se svinja preveč zamasti. Tako da še v prasitvenem boksu pogledamo kondicijo, agresivnost, to vidimo, funkcionalne lastnosti, tako kot so vime in seski, potem pogledamo še stojo in pa konstitucijo. Fino je, da so seski pri svinjah funkcionalni. Tukaj vidimo eno staro svinjo, ki ima zelo lepe seske. Pomembno je, da tudi že takrat, ko mladice odbiramo, da imajo mladice vsaj 14
funkcionalnih seskov. Kar se pa pri nas dogaja, je pa to, da mladice največkrat čuvamo. In prej, ko da mladici dodamo pujske, ker bi jih naj imela toliko, koliko ima mladica funkcionalnih seskov, se nam prej dogaja, da pujske ji odvzamemo in damo kateri starejši svinji, vendar s tem si delamo medvedjo uslugo, ker v naslednji laktaciji bo dejansko tisti seski, ki niso bili navlečeni, bodo suhi, ne. In tu vidimo napake seskov, tu so nefunkcionalni seski, pa še sesek oziroma prišlo je do poškodbe, tako da ta svinja ima na tej strani samo štiri funkcionalne seske, zdaj, če ima drugo stran, dobro je v redu, ampak potem temu primerno manj pujskov zredi. Isto je s to živaljo, ta svinja ima premalo seskov in pa problem so še tudi neizenačena vimena, to je tudi zadevica, ki je neprimerna in ob odstavitvi to pogledamo in tudi na račun tega, katero žival izločimo, pa še tukaj vidimo pas. Zdaj, ko presojamo produktivnost živali, dejansko moramo, vsako žival mora spremljati kartico svinje. Pa ne glede na velikost, je fino, da vsaka žival ima kartico in na tej kartici ob prehodu oziroma pregledu reje takoj pogledamo, vidimo, ima pregone, ima veliko izgub v času laktacije, pujski so, zapišemo tudi pujski, ali so vitalni, ali dobro priraščajo, ali so zahirani, tako da v bistvu to nam je prvi dokument, ki spremlja ob vsakem premiku tudi žival. In ko dobimo te zadeve, ko presojamo produktivnost, zdaj za vse tiste rejce, ki so v rejskem programu in podatke odstopijo rejski organizaciji, dobijo zbrane podatke in predvidene odstavitve za določeno časovno obdobje in na osnovi tega potem tudi lažje pripravljajo skupine in tudi za čistopasemske živali se izračuna sorodstvo. In ko dobimo predvidene odstavitve, vidimo, kaj so nam živali dajale, koliko smo imeli živorojenih pujskov, mrtvorojenih pujskov, v predhodnih prasitvah tudi odstavljenih pujskov, imamo zapisano tudi dolžino laktacije, po zakonu naj ne bi bila krajša od 28 dnevov, vendar včasih zadeve kombiniramo s skupino in katero gnezdo odstavimo tudi malo prej, s tem, da je takrat potrebno pujske dati v ločen prostor, razkužen in pa tudi ogret. Pujski ob odstavitvi potrebujejo minimalno 28 dni. In potem vidimo tudi dolžino predhodnega interim obdobja. Po podatkih iz literature je dejansko en živorejeni pujsek več, če se svinja pripusti na peti dan po odstavitvi, če je interim obdobje dolgo 5 do 6 dni. S podaljšanjem interim obdobja pada tudi velikost gnezda. In to so zadeve, na katerih se lažje odloča. Zdaj pa, zakaj proizvodni ritem? Zato, ker še zmeraj na neki način delamo, še delo vsak dan opravljamo kontinuirano.
ker imamo več kategorij v istem prostoru, in če se držimo ritma, si lahko nekako tudi prostore prilagodijo. Ponavljajoča se dela, ki se izvajajo, in če imamo uveden proizvodni ritem, potem to delamo točno po urniku in samo enkrat na teden. Lažje oblikujemo skupine in pa imamo večje, tudi bolj izenačene skupine, ko moramo mi že sesne pujske predstavljati med materami, to lažje postorimo, če imamo vsaj 5-6 prasitev skupaj. Potem tudi skupine, ko odstavljamo, lažje jih grupiramo po težah. Potem, ko delamo določeno opravilo, praktično posvetimo več pozornosti izvajanju in pa seveda tudi posamezni skupini. Kaj nam pa prinese cikel, proizvodni ritem? V bistvu mi lahko odstavljamo vsak dan eno gnezdo in za to delo bomo praktično vsak dan porabili 25% za pripravo, 50% za samo odstavitev in pa zopet, da zadeve, ki jih imamo, pospravimo, nam odnese zopet 25% skupnega časa. Če pa odstavljamo več skupin skupaj, pa nam na skupno število odstavljenih praktično se zmanjša priprava na delo, istočasno tudi pospravljanje, in 75% časa porabimo res samo za odstavitev. In to delamo samo enkrat v tednu s časovnimi premiki, odvisno od števila živali, potem tudi izberemo proizvodni ritem. Če imamo tedenski proizvodni ritem, vendar ta je primeren, kot bomo kasneje videli, takrat, ko je v hlevu več kot 400 plemenskih svin. Če največkrat rejcem svetujemo 3-tedenski ritem, ker takrat se tudi te živali, ki se prebukajo, spravijo sicer v naslednjo skupino, ni teh, ki so izven skupine. Takrat sicer potrebujemo 2 prasilišči, 2 pripustišči, 4 čakališča, 3 vzreje in pa 6 oddelkov za pitanje. Pri vzreji in pitanju je tudi pomemben dnevni prirast, kajti če objekti oziroma kapacitete so računane na dnevni prirast 440 gramov in pa v pitanje 800 gramov, če se nam zadeva tukaj zalomi in so prirasti manjši, pomeni, da če potrebujemo eno rezervno vzrejališče in pa rezervno pitališče. Če pa se poslužujete tedenskega ritma, pa praktično imate 4 skupine, in sicer potem potrebujete eno prasilišče, eno pripustišče, 2 čakališči, 2 vzreji in pa 4 oddelke za pitanje. Zdaj, na osnovi česa se odločamo za dolžino proizvodnega ritma? V prvi vrsti se seveda odločamo na število živali. Če imamo v čredi do 10 živali, praktično bi lahko tudi celo skupino, če imamo naprej prostore, imeli eno skupino in bi pač te živali 2-krat na leto prasile. Če imamo tam 25 živali, priporočamo 5-tedenski ritem, čeprav se ta 5-tedenski ritem odnese tam do 50 plemenskih svin. Če imamo več kot 100 živali v čredi, se pa odločamo med 2-tedenskim ali pa 3-tedenskim ritmom. Ko pa prihajamo nad 400 živali, pa potem pomeni, da vsa opravila opravljamo enkrat na teden.
Dolžina oziroma proizvodni ritem, dvotedenski, tritedenski, pettedenski, to ne pomeni, da mi imamo laktacijo tako dolgo, ampak to pomeni, da mi vsa opravila, ki se tičejo, ki prihajajo, se delijo na 5 tednov oziroma na 2 tedna ali pa 3. Če pogledamo najprej prvi teden, to je tritedenski ritem, v bistvu prvi sredo, četrtek naseljujemo živali v prasilišče. V drugem tednu, sreda, četrtek bodo izvedene prasitve. Potem bomo v petek aplicirali železo. V ponedeljek bomo krajšali repe, izvajali tetoviranje tudi, pogledali bomo, kastracije že prej izvedemo, tetoviranje, pa pregled svin. Potem bomo v tretjem tednu tudi zadeve pogledali, če je zadeva pregled svin pred samo odstavitvijo. Izvajali bomo v sredo odstavljanje, v četrtek nam pa ostane čas za čiščenje in pa razkuževanje. Potem pa naselimo čez 3 tedne, od naselitve prve skupine pa naseljujemo potem v drugo prasilišče, drugo skupino živali in potem tretjo skupino živali pa zopet naseljujemo v prvo prasilišče. Zdaj, če delamo po enem sistemu, v bistvu jaz sem vam zdaj pokazala 2 rejca, ki prvi rejec odstavlja četrtek eno svinjo, pa v ponedeljek eno, pa v petek eno, pa v ponedeljek, pa nikoli nima nič prostega, ker opravlja odstavitve tudi v soboto in pa v najslabšem primeru še tudi v nedeljo. In kaj se potem zgodi, ko je pripust po 5 dnevih, se zadeva tudi buka in so primerni termini za pripust. Vidimo, da interim obdobje pri teh živalih je 5 dni, 6 dni, 63 dni. Teh zadev, takih živali bi se mi praktično mogli znebiti, ne. Predolgo interim obdobje ima posledico tudi potem naprej na manjša gnezda. Če pa pogledamo drugo rejo, sicer sem jaz mislila, da je ta rejec res strikten in da odstavlja vse zadeve po sredah, pa ko sem zdaj to zadevo gledala, sem videla, da je eno žival odstavil tudi v soboto. In pa pri eni si je privoščil, da je samo za eno odstavljal v nedeljo. Ampak potem ima tudi interim obdobja, ima praktično tudi bolj skupaj in pa interim obdobje je krajše. Zdaj, največ živali se seveda buka na 5. dan. To je bila ena raziskava narejena, nekatere se bukajo tudi na 4. dan, vendar gnezdo je največje, če je na 5. in 6. dan, tako da na te dneve bi se moralo bukati vsaj 80% živali, so pa tudi živali, ki imajo zelo dolgo interim obdobje. Zdaj pa je to tudi lahko stvar v tem, da pri nekaterih mi tega niti ne opazimo. Zdaj, če gledamo, kaj je to, kaj pridobimo. Praktično si olajšamo delo, skrajšamo čas priprave posameznega opravila,
Je pa res, da smo tukaj zadeve zapisali samo za prasilišče. Pomembno je, da pujske lahko predstavljamo med svinjami, vendar zmeraj izbiramo, da najmanjši pujski oziroma najmlajši morajo mlezivo sesati seveda pri mami, potem pa prestavljamo te male k tistim, mami, ki ima že 14-dnevno ali pa en teden dolgo laktacijo, od tiste mame potem naprej k tistim, ki imajo več, vendar je to pri 3-tedenskem ritmu takšno prestavljanje ne gre. Tukaj pride najbolj v poštev to, da prestavljamo pujske, če imamo velika gnezda, in pa potem tiste živali, ki jih imamo namen izločiti, da se jih poslužujemo kot nadomestnih mater. Potem tudi imamo večje skupine in te večje skupine so tudi v boksu, tako da lažje izvedemo tudi samo krmljenje in da dejansko krmimo živali po programu, ki je za kategorijo namenjen. Dobro počutje živali se tukaj pokaže kot tudi pozitiven učinek in pa seveda organiziramo si lažje delo, kajti določen dan delamo določeno opravilo. Prednosti večje skupine, lažje formiranje skupin, tudi pri prodaji imamo manj težav, ker prodajamo večje skupine živali, manj mešanja ob nakupu, če smo slučajno samo pitalec in imamo pogodbo z nekom, ki vzreja pujske, pa potem tudi posledično poskrbimo za biovarnost. Pri svinjah pa prestavljanje pujskov, formiranje skupin, tudi stimulacija estrosa je recimo boljša pri živalih, ki so v skupini, ker takrat, ko se praktično se živali, ki so v skupini, tudi spodbujajo, in potem, ko imamo več bokajočih svin, je tudi oskrba s semenom, na neki način osemenjujemo več živali naenkrat. Več kot 80% živali se buka na 5. dan, posledično je tudi krajši estros in pa seveda uspešnejša oploditev in večja velikost gnezda. Zavedati se moramo, da rejci, ki pričakujemo na neki način, da imamo ob osemenjevanju oziroma pripustu vsaj 80% uspeh. Najboljše reje praktično imajo 90% uspeh in to vodi tudi na koncu k zadovoljstvu in pa dobremu počutju vseh. Tukaj pa za konec ena slikica, kjer so živali odstavljene skupaj, sicer problematika pri teh pa je, da mogoče debelejše oziroma fizično po kondiciji močnejše živali izpodrivajo te tukaj po odstavitvi mogoče individualna stojišča in pa oskrba bolj suhih živali tudi individualno. To je z moje strani vse. Hvala za pozornost. Če so pa kakšna vprašanja, pa se potrudim odgovoriti. Ja, zdaj, če ni vprašanj, ne, gremo lahko kar naprej. Je najboljše, da kar nadaljujemo, gospod Prebožič. Dobro.
Se vidi? Se vidi. Vidim dobro. No, jaz bi na temo prehrane prašičev pitancev povedal nekaj stvari. Zdaj, končni cilj reje prašičev gotovo je prireja mesa in pitanje prašičev, s tem dosežemo pač ta učinek. Želimo si seveda prašiča, ki bo dovolj hitro zrastel, ki bo primerno mesnat, predvsem pa, da bo tudi primerna konverzija, da ne bo pri prašičih pač, mogoče takle dam na celo, se bo boljše videlo. Zdaj, seveda, kar se tiče pitanja prašičev, moram reči to, da začne se to v bistvu z odstavitvijo pujskov in zelo pomembno je, kakega pujska pripravimo za pitanje. Zdaj, gotovo na kmetijah, kjer je zaokrožena reja, lahko rejec, ki pita prašiče, seveda tudi si sam ustrezno pripravi pujska za nadaljnje pitanje. Se pravi, zelo važna faza je od takrat, ko odstavimo od matere pa do 25 kg, da se s tem pujskom ne dogajajo anomalije. Seveda, primeren prostor, dobra krma, dobro prebavljiva, da ni, tu je tudi nekaj, mogoče treba poudariti, da ni preveč kalcija v teh fazah odstavitve v obroku, da ne pride do težav pH-ja v želodčku in posledično seveda driske, posledično tudi prebavne, presnovne težave. Zelo važno je, da je ta krma, ki je v času vzreje, primerno razmerje med energijo pa bogato vsebnostjo lizina. Vse to se odraža v tem, da bo pujsek ne bo v neki krizi v tem času, ko ga hočemo spraviti do 25 kg. Dobro, oskrba z vodo in pa, da ni nekih toksinov. Vse to je nekaj detajlov, ki jih rejci dobro obvladate v tej fazi, ko pujska odstavljate, ampak če si pa čisti pitalec, pa pač dobiš pujska, ki bi naj bil tako vzrejen, vedno pa ni tako in tako nekaj težav, nekaj tiste raznolikosti pujskov v pitališču je posledica tega, kakšne pujske dobimo. Zdaj mogoče nekaj teh teoretičnih izhodišč, seveda telo ali pa trup prašiča se v času pitanja po sestavi seveda spreminja. Dejstvo je, da se delež maščobe bistveno zveča, delež vode v trupu se znižuje, beljakovinski del nekoliko pade, ampak najbolj pomembno, da poznamo to, da ob koncu pitanja narašča vsebnost maščobnega tkiva in tu si moramo neke omejitve postaviti, da ne zamastimo prašičev, ker od tega je odvisna cena, prodajna cena in prilagoditi krmo tako, da in pa postaviti omejitve, da je čim bolj optimalno. Zdaj, če gledamo klavni trup 100-kilogramskega prašiča, nekje 24-25 kg odpade na drobovino, ostalo je klavni trup, ki pa ima seveda meso, maščobno tkivo, kožo in kosti. Seveda pri pitanju na višjo težo, ko imamo cilj krmiti prašiče za bolj trajne mesne izdelke, tam so ta razmerja nekoliko drugačna, ampak to gre za naročeno pitanje s ciljem, da dobimo trup in kose mesa, ki so primerni za trajne izdelke. Mogoče tole, ves catch ali pa, kako bi rekel, pozornost pri pitanju moramo dati temu, da prašič zato, da živi, potrebuje dnevno toliko krme. In v posamezni
fazi žive teže, če bi to gledali čisto po energetski plati, ne, so te potrebe kar velike. No, recimo pri 100 kilogramih, ne, je tam 14,39 megajoulov metabolne energije, potrebno samo zato, da živi, da se minimalno giblje, da funkcionira prebava, presnova, krvni obtok. Hočem reči to, ne, da če podaljšamo pitanje, potem potrošimo seveda toliko več dni, toliko več te vzdrževalne krme in tu se ekonomika potem zgublja, ne. Zato je cilj, da je pitanje optimalno število dni, da čim manj vzdrževalne krme potrošimo po nepotrebnem. In zato so rejci prašičev v velikih težavah, sploh na našem trgu, ko včasih ne zaradi tega, da ne bi primerno krmili, ampak zaradi težav pri prodaji, prašiči ostajajo v hlevu, potrošijo vzdrževalno krmo plus tega, da se nalaga maščoba in potem na koncu 14 dni, mesec dni daljše pitanje in rezultat seveda na ekonomiki je bistveno slabši. Nižja cena, več potrošene krme. Zelo važno je tudi to razmerje, predvsem razmerje, če gledamo beljakovin in energije. V začetni fazi pitanja, ko govorimo od 20 do 50, ne, je seveda potrebnih več beljakovin v krmi. Ta prašič je, če je dobro štarta, ne, sposoben zelo dobro priraščati, tudi nizko porabo krme za kilogram prirasta. V primerjavi z drugo fazo pitanja, ko pa se to razmerje spreminja in tudi pri lizinu podobno kot sestavni del beljakovin, moramo imeti to v vidu, ne, ali pa če v grobem rečem tako, ne, do 60 kilogramov je treba maksimalno dobro pa po volji krmiti. Tu se prašič ne bo zamastil, tu ne bo težav, če dobro štarta, ne, sam prehod mora biti v redu. V drugi fazi pa moramo paziti, da pa s krmljenjem ne vplivamo negativno na kvaliteto klavnih polovic. Zdaj, bolj ko bi šli v podrobnosti dnevnih potreb prašičev pitancev po beljakovinah in lezinu, bolj bi lahko uravnavali tudi, kakšne dnevne priraste si želimo, ne. Zdaj, seveda prašiči so sposobni tam tudi to, kar imamo v naših hlevih, če gledamo vsaj dobro na selekcijsko delo, seveda ni problem dosegati 800, 900 pa še kaj več gramov dnevno, se pravi, da v testih tudi 1000, se pravi, kilogram dnevnega prirasta v fazi nekoliko višje teže. Ampak smiselnost tega moramo videti, zato nekje v končni fazi pitanja od 60 do 100 kil ali pa 70, tam že postavljamo omejitve, si ne želimo čisto maksimalnih prirastov. Temu, kakšne optimalne priraste si želimo, temu prilagodimo tako vsebnost energije, vsebnost beljakovin, in tu se lovi v bistvu ekonomika pitanja prašičev, ne, se pravi, dosegati neki optimum in kvaliteto klavnih polovic. Zdaj, tule mogoče samo za intermezzo, ne, tu so dnevni prirasti od 30 kilogramov teže pa do 100, v začetni fazi seveda nekje je primerno med zlato sredino, med 500 in 600 grami dosegati, tam pri 60, 70 kilogramih pa seveda
čim bliže 800 gramov na dan. Ne. In ta energija, potreba po energiji, ne, zdaj, če bi gledali čist pri koruzi, ne, če imamo mi siliran koruzni zdrob, kvaliteten koruzni zdrob, pri nas imamo to, da samo zrnje siliramo, ne. Tu je vsebnost vlaknine tam nekje 3%, ker ni ohlaska zraven, ne. Taka koruzna silaža koruznega zdroba vsebuje tam med 9 in 10 teh megažulov energije, ne. Se pravi, hočem to reči, ne, da je hitro, če dnevno damo 3 kilograme takega zdroba na prašiča pitanca, hitro presežemo vsebnost energije, ker damo še energijo tudi preko beljakovinskih in ostalih komponent, ne, tako da moramo koruzo omejevati v fazi zaključka pitanja. Zdaj, kar se tiče teh norm pri prašičih, ne, gotovo prašič je monogastrična žival, da izkorišča beljakovine preko aminokislin, ni to preživekovalec. Te aminokisline pridejo v presnovi iz beljakovin, ne iz mikroorganizmov kot pri govedu. Praktično iz neproteinskega dela prašič kaj dosti ne more izkoristiti, tvoriti beljakovin, ne, ker pretvorba tega se dogaja v zadnji fazi v debelem črevesju. Zaradi tega je potrebno rastlinskim beljakovinam dodati vir živalskih beljakovin, ampak ker je to omejeno uporaba, se seveda poslužujemo sintetičnih aminokislin, ki so dodane v teh mešanicah, če kupujemo superkoncentrat, da izravnamo ta beljakovinski del, predvsem aminokislinski del, da je čim bolj optimalno. Limitirajoča aminokislina je gotovo lizin, in pa razmerje med lizinom, metioninom, treoninom, triptofanom, ne, mora biti v posamezni fazi nekje čim bolj blizu optimuma. Seveda, mogoče to opozorim, se to večkrat na teh predavanjih slišite, ne, da koruzo nekje do 50% v zadnji fazi pitanja, ne. Povečamo druge komponente, predvsem, če imamo na voljo ječmen. Ječmen je zelo dobra komponenta, ki ta znižanje koruze, povečanje čmena lahko izravnamo. Pri pšenici tritikali, če jo uporabljamo, to so le energetsko bogate krme in tudi tu ne smemo pretiravati. Seveda ovsa za prašiče ne pridelamo kaj dosti, niti prosa ne, tako da če uporabljamo krmni grah kot vir beljakovin v pitanju prašičev, seveda 20 do 25%, s tem, da če smo rejec prašičev, ki imamo poleg pitanca tudi pujske, mogoče bolj priporočam jaz, da krmni grah dajemo v fazo vzreje pujskov, ker je za njih mogoče boljše kot soja, zmanjšati sojo pa krmni grah, ravno zaradi tistega, kar sem prej rekel, da vplivamo na primerno kislost želodčka. Seveda, dodajati kakšne pesne rezance, lucernino moko, to je način, kako v fazi od 80 kilogramov naprej nekoliko zmanjšamo energetsko vrednost obroka in vplivamo na kvaliteto klavnih polovic. Zdaj, seveda, prašiče redimo zaradi denarja, kakorkoli. In zelo pomembno je pač poznavanje teh stroškov. Pujski predstavljajo tam 25% cene, različno tudi pri tem načinu,
ko smo čisti pitalci, ko smo odvisni od trga pujskov, na trgu cena pujskov tudi precej niha. So obdobja, ko so zelo visoke cene, potem nizke cene in ta del stroška je pač nekje fiksen, ki nam precej kroji ekonomiko samega pitanja. Ampak dobro, zdaj, če so dobri pujski, kvalitetni pujski, potem, da ni težav, seveda je toliko boljše. Drugo je pa krma. Krma je pa največji strošek. Slaba krma, slabo izravnan obrok še poveča strošek krme, zato ker podaljšamo pitanje. In od te krme je 33% vzdrževalne krme, ki pokriva samo tiste potrebe, da prašič živi in funkcionira. Zelo važno je tudi, da poznamo to, mi energijo krme, ki jo vložimo za kilogram mišičnine, je potrebno 15 megadžulov metabolne energije. Za kilogram maščobnega tkiva pa 50 megadžulov metabolne energije. Se pravi, jasno je, da je krmljenje prašičev, ki se zamastijo, v bistvu po svoje dražje, ker je ta cena vložene energije za maščobo bistveno višja. Same zgradbe so nekje 10% stroškov, ampak tu smo precej lahko racionalni, če govorimo o tem, da bi delali cenejše objekte, ampak vseeno z optimalnimi pogoji. Tole bi preskočil. Tu bi samo opozoril, da pomembnejši dejavnik pitanja je tudi počutje, počutje pa precej povezano z razpoložljivo površino na prašiča pitanca. In v eni raziskavi, recimo, če je imel prašič manjšo površino, so tudi slabši rezultati, dnevni prirasti, tako da dejavniki pitanja tudi tu igrajo svojo vlogo na rezultate same. Kar se tiče konverzije krme, seveda mi si bi želeli, da je čim bolj optimalna nekje, da ne porabimo več kot 2,5 kile za kilogram prirasta. In konverzija pa precej niha ravno zaradi, če zmanjšujemo vsebnost lizina v krmi. Če za 10% zmanjšamo procent lizina od optimuma, potem se nam konverzija poveča, se pravi, več potrošimo krme, dnevni prirast se zniža in čiste mišičnine manj naloži prašič, kar je normalno, če zmanjšujemo tisti del, iz katerega se mišičnina tvori. Kako restrikcija krme? Že prej sem dvakrat poudaril, da ne prašičem omejevati krme v prvi fazi pitanja. Tam od 60-70 kg naprej šele se postavi zahteva, da bi omejili predvsem energetski del krme. Ampak spet ne preveč. Če bi na 70% omejili krmo, potem se nam tudi dnevni prirasti preveč znižajo in tudi sama mišičnina. Predvsem pa na ta način potem pa spet si naredimo levjo uslugo pri slabši konverziji. Pa gremo kar na konkretno. Zdaj, ponavadi ali si naredimo sami beljakovinski del krme doma, to tako zvani superkoncentrat z določenim procentom beljakovin,
ali pa ta beljakovinski koncentrat kupimo na trgu in ga vmešamo doma k svojim mešanicam žit, koruze. Zdaj, zelo važno je, kakšna predmešanica je. Zdaj, če kupimo 40% beljakovinski koncentrat, se pravi, da ima 42% beljakovin, tega seveda v začetni fazi do 60 kg gre 20% na krmno mešanico, 80% damo svoje lastne, ne. Če pa kupimo takega, ali pa naredimo takega, ki ima 20% do 25%, pa seveda ustrezno več. V prvi fazi pitanja, če pa gledamo, in smiselno je, da imamo vsaj 2 faze pitanja, ne, da se bolj prilagodimo potrebam prašičev. Ker zdaj, če uporabljamo skozi isto mešanico od 25 kg pa do 110, ne, potem se nam hitro zgodi, da v začetni fazi pitanja mi premalo beljakovin nudimo za optimalne preraste, v končni fazi pitanja pa mogoče celo preveč, ne, ampak se pravi, da po fazah. Če pa imamo tehnično rešeno krmljenje z računalniškim vodenjem, pa seveda se lahko še bolj usmerimo v to, da sestavljamo mešanico za vsakih 10 kg žive teže optimalno, ne. Ampak dobro, vsaj 2 faze bi pa priporočal, da se prilagodimo čim bolj dnevnim potrebam. Čisto shematsko, recimo krmni obrok za prašiče pitance od 25 do 60 kg, če bi imeli samo koruzno zrnje, tritikalo, sojine tropine pa mineralno-vitaminsko mešanico, ampak pogoj je, da je mineralno-vitaminska mešanca obogatena z aminokislinskim delom, ker sojine tropine same po sebi niso nam ne pokrijejo dovolj potrebe po beljakovinah v tej fazi, sploh v prvi fazi pitanja od 25 do 60 kg. Koliko pa dnevno, ne, količino, zelo pozorni moramo biti prvi teden, ko pujske vselimo v pitališče. Prvi dan damo zelo malo krme, drugi dan malo več. Gre za to, da se pujski, posebej če smo pujske kupili na trgu, da imamo 5-dnevni prehod na našo krmo. In tu je obvezno uporabljati način, da se količina krme prilagaja dnevno, da ne prihaja, da se prašič zaradi stresa, v katerem je, ne, ker smo ga mi pripeljali od drugod, posebej, če ga pripeljemo iz tujine, nova klima, novi pogoji, stresna situacija in prebavila ne delujejo, pride do endemskih bolezni, pa predvsem tudi tam 3., 4., 5. dan do prebavnih težav, drisk in izpada tudi poginov, predvsem pa izgubljajo na teži in to vse moramo nadoknaditi. Tako da to je važno. Potem pa po volji, nekje do 60 kg, gotovo je potem prašič sposoben 3 kg na dan požreti v 2 obrokih. Če govorim, ali pa če je krmljenje po volji, seveda se bo potem on temu prilagodil, ko zafunkcionira prebava, da bo zelo požrl maksimalno, no. Seveda ob predpostavki, da imajo dovolj prostora pri krmilniku, da je voda na razpolago, da je dovolj površine, da so primerne temperature v hlevu,
Skratka, tudi ta mikroklimatski pogoji v hlevi morajo biti temu primerni. V drugi fazi pitanja tu je potrebno vključiti tudi komponente, ki imajo sploh tam, kjer imamo krmljenje avtomatizirano, ko so krmilniki, ko je krmljenje po volji, tu moramo razredčiti krmo v smislu več vlakninastega dela, da preprečimo, da bi se prašiči zamastili po nepotrebnem. Tako da koruzno zrnje nekoliko zmanjšamo, če imamo ječmen, če imamo pšenične otrobe, odvisno od tega, kaj je na voljo. In pa seveda delež beljakovinskih komponent je lahko to nižji zaradi tega, ker, kot smo rekli, v tej fazi se mora prilagoditi sestav mešanice. Pa še količinsko, če bi gledali, koliko dnevno, nekje do 3 kilograme zgornja meja, če govorimo o tem, da krmimo obročno. Sploh pri kastratih moramo biti nekoliko bolj striktni, kastrati se nam bolj zamastijo kot svinke. V kastratih bi že bilo končno pitanje, če bi tako odmerjeno, energetsko bogato krmo krmili, da bi omejili tam na 2,8 kilograma dnevno na pitanca. Pri svinkah je 3,2 lahko, ker so manj podvržene zamastitvi. Najmanj se bi zamastili marjaščke, ampak tiste ško prodamo za meso. Tako da to z moje strani glede pitanja prašičev,